Si tak tiho, reči kaj, ne biti ekstremežljiv. Ja, shut fuck up, to ne bo pomagalo. Ne vem, zakaj mi gre skozi na jok, ko snemam ta video. Si ni bilo te hudo, no? Dobrodošli v kanalu Fine Jessa. Ponavadi te youtuberji, ko imajo te talking videe ali pa storytime videe, pijejo vino. Jaz ga danes ne pijem zato, da je bila pravi youtuber, ampak zato, ker imam vino, da kuham z njim in ga uporabljam tako enkrat do dvakrat na teden in mi ga je škoda in nočem, da se pokvari. Tako da, čin. Sicer pa deci vina na dan ne škodi, baj. Tema današnjega videa je znana že iz naslova, to je kako preživeti življenje oziroma šolo, če si sramežljiv. Jaz sem po naravi, vsaj tako si govorim, bolj sramežljiva, zadržana, introvert, kakorkoli se to imenuje. Ok, bom najprej tako povedala malo zgodbo iz svojega življenja, kdaj sem sploh začela ugotavljati, da sem sramežljiva, oziroma moje spomine, moje prigode. Bom pa tudi povedala par nasvet, mogoče kako se znebiti sramežljivosti, ampak še vedno ostati zvest sebi, a ne, ker če si introvert, boš vedno introvert, lahko se pa nekatere stvari pač priučiš. Tako da ja, bom iz svojih izkušenj povedala, kako sem se jaz to priučila. Mogoče to, da snemam videe, ne deluje, da sem sramežljiva, ampak jaz, ko snemam, si ne predstavljam zdaj, da me, ne vem, publika gleda. Moj prvi spomin oziroma vse tako so mi drugi pravili glede sramežljivosti je, da vsakič, ko me kdo pozdravi na cesti ali pa ne vem, da mama sreča v trgovini, ne vem, znanca in ti reče zdravo in ti še reče, o, kako si ti lepa, ali pa, o, kako si pridna, ne vem kaj. Jaz nisem rekla pač ne Anemu, ne zdravo, ne adijo, ampak sem samo tako naredila. Prav fizično sem se počutila bedno in sem tako pač z glavo stran pogledala, ker mislim, kaj si to pomaga, da stran pogledaš, pač sem čudni spadeš. Ampak ja, jaz sem vedela, da sem čudna, ampak nisem vedela, kako ne drugače reagiram, ne, ker nisem hotela nič reči niti zdravo, ampak to je bilo res, ko sem bila mala, še pred malo šolo. No, imam spomine iz male šole, v glavnem igralnica je bila, ne. Na enem predelu je bila kuhinja, na drugem predelu je bila taka igralnica s temi Lego kockami, z avtomobili, pač z drugimi stvarmi. In itak v kuhinji so se punce rade igrale in tudi meni je bilo to kul. Ampak meni je bilo to ful too much, pač drle so se, kregale, vedno je bila ena glavna. In jaz se niti nisem hotela potruditi, da bi bila del tistega, res se nisem igrala v tisti kuhinji. In jaz se spomnim, da sem se vedno igrala sama na tleh z Lego kockami, kar mi je bilo tudi fajn. Ampak ja, sem vedno tja malo v kuhinjo gledala, ampak nisem bila toliko, da bi se vključila in tudi, ne vem, tudi povabil me nikdo. Kako žalostno. Mislim, meni zdaj mi ni žalostno, ni mi bed, ampak takrat upam, da nisem bila žalostna, oh my god. Celo malo šolo se nisem pogovarjala z nobenimo, razen z vzgojiteljico verjetno. Potem smo imeli eno nalogo, ko smo mogli pisati pa narisati svojega najboljšega prijatelja in jaz sem ful rada risala in sem narisala svojo najboljšo prijateljico in pol smo še napisali, moja najboljša prijateljica je, in uganite, kdo je bila moja najboljša prijateljica, mama. In saj to se mi zdi ful lepo, ampak hkrati je ful žalostno, what the fuck, pač te, a sem spet jokala? Danes sem se že jokala dosti, ja. No, pol konc male šole sem se pa začela pogovarjati z eno sošolko, Sandro, ki smo se ful zaštekale in smo tudi pol naprej v prvem razredu bile prijateljice, pa tudi naprej, no, ampak res v bistvu ne, celo osnovno smo bile kar dobri prijateljici. Takrat je bila moja edina prijateljica in res ful smo se tako odraslo pogovarjale, se spomnim se, tako pri oknu smo sedeli, ampak to je bilo na koncu male šole. In celo leto v mali šoli smo mi dve s to mojo novo prijateljico, preden da smo postale prijateljici, smo se sovražile, vsaj navidezno smo se sovražile in smo komunicirale s tem, da smo se pod mizo pač brcali in te prte za malico in kosilo, ko pač ima vsak na eni strani, smo si vlegle kao, pač, a ne, da jaz nimam, da ima ona več prta, ko jaz. V glavnem kar nekaj, ampak le smo komunicirale brez besed, a sem plulila pravkrat, ne vem.
Ok, in pol je bil čas, da gremo v osnovno šolo in smo bile s Sandro sošolki in smo sedeli skupaj in smo ful klepetali in pol naj učiteljica predstavlja. In zdaj si pa predstavljaj, si ful sramežljiv, ampak ko pa enega spoznaš, pol pa ne utihneš. Ko se z enim zaštekaš, se veš, ponavadi s tistim, ko se zaštekaš, imaš res fajn odnos in to je lahko mogoče en ali pa dva. Pa takrat se še nisem s tem obremenjala, da sem sramežljiva, oziroma nisem razmišljala o tem. Ja, pol pa tak koncu osnovne šole se že opazi, mislim, sam pri sebi vidiš pač, da ful ne dosti govoriš in takrat so ti ful te stiki pomembni, hočeš biti del družbe in to se vse prenese v srednjo šolo. Torej 9. razred se že malo bolj trudiš, takrat se spomnim, da mi je že bilo malo bolj bed, da sem tiha in to in ful nesamozavestna sem bila. Itak so ti fanti všeč in vse, ampak ja, ne upaš narediti prvega koraka. Oziroma sploh nobenega koraka ne upaš narediti. Ja, pol je bila srednja šola. To je tak moje najbolj bedno obdobje, kar se ga spomnim glede vsega pač. Itak hormoni so še vedno tam v puberteti, sploh v prvem letniku. Prideš v novo okolje, novo družbo, jaz ful ne maram sprememb, ne maram, da imam celo novo družbo, ker pač to je meni ful psihično naporno in takrat se spomnim, da sem se prvi teden ali prva 2 tedna sem se ful trudila. Ful sem provala biti zabavna, ker pač sem zabavna. Ampak ne znam tega izraziti. Tisto a veš, ko se z nekom skregaš in ne znaš povedati svojega mnenja. V bistvu v glavi veš, kaj povedati, ampak iz ustiti ne moreš. Pač ja, in pol čez pol ure imaš cel esej, kaj bi ti smo povedala za ene argument svoj. Torej, takrat v srednji šoli se ti že oblikuje, se ti v bistvu šele oblikuje neka osebnost, hočeš pripadati neki družbi, pač jaz sem se ful trudila, zdaj ko nazaj pogledam, mi je bedno, pač mi je žal, da sem se trudila, sicer sem se samo 1 do 2 tedna trudila, ampak se prav spomnim, ful sem govorila, sploh ne vem, kje je to prišlo in ful sem hotela biti smešna in ful se spomnim, čez 2 tedna mi ena sošolka reče, kaj je s tabo, Jasmina, pač ful si tiha postala in to. In sem bila, no, fuck, jaz sem se res ful preveč trudila, pač hotela sem biti nekaj, kar nisem, jaz nikoli ne bom oseba, ko bo neskončno govorila v družbi, a ne. Se lahko pogovarjam 5 ur z svojo najboljšo prijateljico, ker pač se lahko, ker se zaštekam, ker smo sami, ampak v družbi recimo, če se ne vsemi štekam ali pa da je kdo nov, bom jaz tiho. Ja, in pol tudi v srednji šoli se začne malo več tega, da moraš sodelovati pri pouku, imaš več govornih nastopov, kar je meni bilo pač nekaj najbolj groznega. Namesto, če sem imela, to še v osnovni šoli, če sem imela odgovor na neko vprašanje, nisem dvignila roke, ker pač sem se bala, da bom napačen odgovor dala ali pa pač nisem se hotela izpostavljati. In pol se včasih počutiš, kot da si neumen, misliš, da drugi te dojemajo, da si neumen, zato ker si tiho. In pol ti še kdo reče, kaj si tak tiho, reči kaj, ne biti tako sramežljiv. Ja, shut fuck up, to ne bo pomagalo. Ne vem, zakaj mi gre skozi na jok, ko snemam ta video, se ni bilo te hudo, no. No, srednja šola. Ja, pol ko prideš tak en 2., 3. letnik, se nehaš s tem obremenjevati, ker pač nimaš energije, poleg tega imaš nek krog prijateljev, ko ti pašejo. In vse te prijatelje, ko sem imela, ful smo bile fajn v srednji. Mi je bila všeč družba, ampak se nisem trudila za njo. Pač sem pustila, da pač pride, kot pride. Pač če imela eno prijateljico, bi imela eno. Mislim, se ne obremenjujem s tem. Ni nujno, da če je nekdo introvert, da je nesamozavesten. Recimo, jaz sem bila nesamozavestna in hkrati sem bila sramežljiva. V glavnem, vse, kar je možno. Čeprav nekdo, ko se z mano druži, ko je dejansko moj prijatelj, se ne bi s tem strinjal, ker dosti govorim, ampak preden da jaz prijem do one točke, da se z nekom razumem, da govorim, traja in res mora klikniti. Moram se pač z nekom zaštekati, drugače se sploh pač končam, čau, se ne trudim. Pogosto introvertiranci se družijo z ekstrovertiranimi in se mi zdi, da se tako dopolnjujejo, ni pa nujno, no. In tudi recimo te, ki so ekstrovertirani, ni nujno, da so samozavestni. Mogoče oni samo znajo kazati, ker so glasni, znajo pogovarjati, pač imajo te komunikacijske spretnosti boljše, zato ker so celi life vadili, jaz sem bila pa celi life tiho. In vadim to zdaj, ko vam tukaj govorim in jamram. Bolj, ko sem že prišla do neke točke, da se oblikuješ, imaš svoj krog prijateljev, znaš komunicirati z njimi, pride trenutek, ko moraš iti na faks. In že
ko greš iz osnovne šole, vsaj jaz sem pač menjala okolje, sem šla v gimnazijo v drug kraj, spoznaš nove ljudi, novo okolje, je že to neka sprememba in pol iti v Ljubljano, živeti tam, spoznavati folk, iti na faks, kjer so vsi večinoma iz Ljubljane ali pa pač iz drugih mest, je spet nek šok, ne. Takrat sem že bila na oni točki, da sem rekla, da ne bom pač silila v nič, ne bom se silila imeti prijateljev, ne bom se silila govoriti. Pač sem taka, ko sem. Prvi šolski dan, oziroma, ja, prvi šolski dan smo imeli risanje in je bila, in nisem ni tako nobenega poznala, edina sem bila v letniku iz Koroške, in potem je bila še, pač v istem letniku je bila Andreja, ki je zdaj moja najboljša prijateljica. In tudi ona mislim, da nikoga poznala. In smo mogli risati po parih, torej en drugega smo mogli risati. In midve smo eno drugo risali. In tako smo se spoznali, tako smo se začeli pogovarjati in ja, pač ful isto razmišljamo, ful se štekamo. Ja, tako da sem ful vesela. Prvi dan na faksu sem spoznala svojo najboljšo prijateljico. Ja. In na faksu mi ni bil toliko izziv se družiti, iskati prijatelje, bolj oni strah oziroma zadržanost sem imela pred profesorji. Ne vem, ker neko strahospoštovanje imaš, ker veš, da neko področje ful obvlada in takrat si še manj upaš povedati svoje mnenje. Vsaj jaz, ne, kot taka, kot sem, si ne upam povedati svoje mnenje nekomu, ki je strokovnjak na enem področju. Pač sem nesamozavestna in se bojim napačnih odgovorov. Da ja, jaz sem bila večinoma tiho, ko je bilo kaj treba povedati. Tudi če sem vedela, kaj bi povedala, nisem znala izraziti tega. Tako da je bolj bilo, da sem bila tiho, ampak ja, včasih si mogel kaj povedati. In ker sem jaz hodila na pedagoško, na likovno pedagogiko, kjer postaneš profesor likovne pedagogike, smo imeli itak ful nastopov govornih, in tudi prakso na šoli. Ja, zakaj bi šel nekdo, ko je sramežljiv, zadržan, študirati likovno pedagogiko oziroma neko pedagogiko, torej da učiš na koncu, ne vem. Ni mi žal, ful izziv mi je bil, ful stvari sem se naučila, ne samo v likovni umetnosti, ampak nasploh vsemu, o sebi, o nastopanju. Znebila sem se ful stvari, strahov, ful sem se znebila stvari, o katerih zdaj govorim. Ampak še vedno so globoko v meni zasidrane, ne bo nikoli zginile, ampak sem se priučila ful stvari zaradi faksa. Pa, ko sem imela prvi nastop na šoli, sem jaz za sabo že imela dosti zgornjih nastopov pač na faksu, ne. Tudi isto mi je bilo grozno, ko sem imela prvega ali pa ko sem imela 10, je bila ful razlika, ampak ta izziv te glih nekaj nauči, tako da, ampak temu bom še prišla tem nasvetom, kako se znebiti te zadržanosti. Moj prvi nasvet, ko bo mogoče kdo zavijal z očmi, je, da se sprejmeš takega, kot si. To neka zadržanost, sramežljivost ponavadi izhaja iz tvoje osebnosti, tvojega temperamenta, s tem se rodiš, ampak ne pozabi, da lahko vplivamo na to. To ne pomeni, da bomo skozi take, nikoli ne bom imel prijateljev, nikoli ne bom imel kaj reči. Ni res, ampak nasploh si rajš, nisi v večjih grupah ali pa si zelo redko kdaj v grupah, pa si kar malo utrujen potem. Se rad družiš, ampak ne vsak dan, ne rabiš vsak dan družbe, večinoma si rad sam s svojimi mislimi, delaš svoje stvari, ampak ja, sigurno se rada kdaj podružim, logično, ne. Torej, sprejmi se takšnega, kot si, ampak se priuči stvari, ki ti bojo ful pomagale. Da se priučiš te komunikacije, zato ker pač, kot sem že prej rekla, ker si celi life bil tiho, ker nisi upal kaj reči, je tvoja komunikacija mogoče malo bolj slaba, ampak to ne pomeni, da se ne moreš nič naučiti. Recimo, jaz sem se največ naučila tako, da sem šla delat prek študenta, da sem šla delat take stvari, ker imaš stik z ljudmi, čeprav mi je bilo grozno. Pol sem delala 3 poletja v baru. To je bil tudi kar izziv. Po mojem največji izziv, sploh ne vem, kaj mi je v glavi kliknilo, da sem rekla, ja, jaz bom šla pa v bar delati. To sploh ni meni podobno, res. In saj sem marsikdaj dobila pripombo, da sem sramežljiva ali pa da sem bolj tiha, ampak ne v negativnem smislu. Ampak sem se ful navadila govoriti s folkom. Največ sem se pa po moje naučila s tem, ko hodim ličiti. In jaz grem strankam, tako 90% strankam grem na dom, kar je dosti taka intimna stvar, ne veš, kam greš, ne poznaš osebe in na začetku je bilo meni to ful grozno. Vsakič sem bila kar živčna pred ličenjem, pa ne zato, ker bi dvomila svoje sposobnosti ličenja, ampak ker sem dvomila svoje sposobnosti komuniciranja in pač,
ko si make-up artist, torej vizažist, ni pomembno samo, da znaš delati make-up, ampak da si fajn oseba, da se stranka dobro počuti, ker to je nekaj intimnega, ti si tam cel si obraza, ne. Ampak ja, po ne vem kolikih strankah nikoli jih nisem štela, kar mi je ful žal, ampak recimo zadnjih 5 let ličim, zadnji 2 leti ličim redno, torej ko je sezona, imam vse vikende zasedene. Sem se ful naučila in zdaj dejansko ful uživam v tem, ko pač spoznavam folk, ker pač to je le 1 ura, ne, 1 uro ličiš nekoga in imaš 1 uro cajta, da ga spoznaš, da pač se potrudiš, da se fajn počuti, pa da je zadovoljen s tabo, tudi kot osebo, ne samo z ličenjem, ne. In ja, tako da vsa ta pač, dajte se v te situacije, ko sva mogoče malo bedne, ampak poleg tega, da recimo sploh študentsko delo, da zaslužiš denar, se boš nekaj naučil, vedno je tako. Tudi če hodiš na en faks, ko ti vsi govorijo, kaj boš s tem faksom, itak ni šiht. Jaz sem se toliko stvari v teh letih naučila in tega mi noben ne more vzeti. Tudi če ne bi imela diplome, tudi če ne bi imela magistrske, nekaj sem se naučila. V glavnem, nič ni narobe s tem, da si zadržan, če ti nekdo reče, zakaj si tako sramežljiv, blablabla, reči, tak pač sem. Ampak ja, upam, da bom s tem koga potolažila, komu pomagala, koga spodbudila, da se malo potrudi, da se malo prilagodi, priuči, pa hkrati se sprejme takega, ko je. Če me kdaj kdo sreča v živo in misli, da nisem taka, ko sem na kameri, je res, zato ker jaz, ko dejansko folk vidim, kar malo zmrznem, ampak to ne pomeni, da se nočem pogovarjati s kom. Tako da, včasih rabim par vprašanj, da se zaženem, da začnem govoriti. Tako da, če me kdo sreča v živo, prisili me, da začnem govoriti. Ok, čau. Hvala za pozornost in čim. Prosim, subscribite se, ful bi rada dosegla 1000 naročnikov, lajkite mi videe, kar komentirajte mi karkoli, lahko me, ne vem, lahko mi rečete, da sem čudna, lahko mi rečete, da sem bedna, tudi slaba reklama je reklama, tako da, bye. Kniki. Jaz ful ne znam zaključiti video. Missing someone with all your heart. Missing someone